Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni in danes bomo govorili o masturbaciji. Jaz sem zdravjem bolj na švoh strani, tako da, ampak nas čaka ena zanimiva tema danes. Mečkaj bomo pogledali, seveda to je itak za nekatere še tabu tema, tako da malo si bomo ogledali, iz kje prihajajo te zadržki, malo zgodovinskega vidika, malo kakšnih zanimivih mitov. Zdaj nekaj časa nazaj smo tudi govorili o masturbaciji na našem Instagram profilu, kjer je v bistvu dost ljudi vprašali, kjeri so sploh te miti o masturbaciji in tako da danes jih bomo pogledali. Eni so kar malo hecni, tako da ja, bo zanimivo. Malo si bomo pogledali tudi vaše odgovore za nasvete pri masturbaciji, kaj vam ustreza, seveda je tako vse anonimno. Tako da ja, pa malo teorije, a ne. Tako da dajmo si kar malo pogledati, zakaj v bistvu masturbacija ostaja tabu. To je neka kombinacija teh zgodovinskih, kulturnih, verskih, družbenih dejavnikov in čez čas so se pač itak oblikovali določeni pogledi na masturbacijo. Še en fun fact, jaz sem ful dolg časa mislila, da ni masturbacija, ampak masturbacija. In potem sem ugotovila, da v bistvu dost ljudi meša te črke. Tako da, ja, masturbacija, ne masturbacija. A se sliši, kad to izgovorimo. Ok, ja. Verjetno ste opazili tudi, da imam mečkan nov setup, meni ful všeč, tak je malo bolj cozy, malo bolj prijeten, tako da ja. Zdaj se bomo nekaj časa gledali zihar v tem setupu, tako da jaz sem ful vesela, ful mi je všeč. Tako da, ja. No, pojmo naprej. Zdaj, če pogledamo malo zgodovinske in kulturne vplive, se pravi, v zgodovini oziroma v preteklosti so bila itak napačna prepričanja o škodljivosti samozadovoljevanja. In to je bilo zelo razširjeno, ker so verjeli, da povzroča neke fizične pa duševne škodljivosti ali pa težave. Se bomo pa videli pri mitih, recimo, kakor so slepota, norost, neplodnost, vse to. Tako da ja, itak kot vsaka druga stvar so se tudi ta zmotna prepričanja potem prenašala iz generacije v generacijo in tako naprej. Tako da ja, pač zanimivo. To je itak prispevalo k neki stigmatizaciji te prakse ali dejavnosti. Zdaj, če malo pogledamo verske in moralne poglede, zdaj veliko verskih skupnosti je samozadovoljevanje obravnavalo kot nekaj grešnega, kot nekaj nemoralnega. S tem so v bistvu samo okrepili te občutke sramu, pa krivde, pa vseh teh negativnih občutkov pri posameznikih. Ampak ja, kaj je tle problem? Problem je to, spet to prenašanje z generacijo v generacijo, ker se ti občutki res potem ukoreninijo. Ne samo pri posameznikih, ampak na splošno. Pač postane to neka družbena norma in itak potem to vpliva na dojemanje celotne spolnosti. Zdaj, kar bi tle lahko omenili, je tudi to, pomanjkanje spolne vzgoje. Kot z ostalimi stvarmi se tudi tle srečujemo še zdaj. Še zdaj dostikrat naletim, recimo tudi jaz v svojem osebnem življenju na to pomanjkanje, ne pri sebi, ker pač delam to, kar delam, pa tudi sem bila vedno zelo odprta za pogovor o teh stvarih. Tudi sem se gibala v taki družbi, kjer smo se dosti pogovarjali o tem, ampak nasplošno. Spet zato, ker je ta občutek sramu, pa tako, ljudje zelo neradi govorijo o tem, ampak zato imamo ta podcast, da vam malo pomagamo, tudi če vam je neroden, pa lahko to pogledate doma v samoti. Ampak ja, nima veze, malo sem zašla, pa imamo naprej. Se pravi, nekje so okolja, kjer je pač spolna vzgoja še veliko bolj omejena, kakor je pa pri nas, recimo. Ali je pa celo neobstoječa. To vse vodi pa v pomanjkanje informacij, o neki normalizaciji masturbacije. Ne vejo, da so sploh masturbacije imajo neke svoje koristi in tako. In spet, kaj iz tega ljudje potegnejo v napačno predstavo o masturbaciji in stigmatizacija se nadaljuje in zadeva ostaja tabu.
to lahko zelo povežemo dobro s temi družbenimi pritiski in pa sramotenjem. Oziroma, tako, družba lahko postavi zelo neka nerealna pričakovanja glede spolnosti in ljudje, ki masturbirajo oziroma se samo zadovoljujemo, če vam je kaj lažje tako, se lahko v bistvu zelo velikokrat soočajo s temi občutki sramu, lik zaradi tega, ker jih je strah nekega obsojanja iz družbe, zavrnitve iz družbe in tako. Se to ne pomeni, da masturbiraš v javnosti, to samo pomeni, da pač tvoje okolje ve, da to počneš in te zaradi tega zavrača, da ne boš kakšne pomote, da to počneš v primernem prostoru in v primernem času. Medijski vpliv. Mediji sicer se to odpira, je primeren čas in kraj seveda za obravnavanje takih tem, ampak ja, zdaj tako, odvisno kakor kje, Neki mediji zelo redko ali pa sploh ne obravnavajo takih tem, takšni in drugačni mediji, nekje se odpira, tako da ja, kakor pa vsi vemo, imajo pa mediji zelo velik vpliv na vse tematike, Tako da ja, ampak tle, ja, nismo še tam, ampak ja, mi se trudimo, s temle podcastom malo odpreti, pa vam malo približati določene tematike, ne samo z recimo kakšnimi izkušnjami, ampak tudi tako o sami informiranosti in izobraževanju, in kakšnih zanimivostih. Tako da ja, gremo naprej. No, kljub temu, da so pač te stvari zelo, zelo še zmeraj kar dosti tabu tema in to znanstveniki, strokovnjaki, oziroma pač ljudje, ki se strokovno ukvarjajo na tem področju, poudarjajo, da to je pomemben in naraven in zdrav del človeške spolnosti. Masturbacija lahko prinese veliko koristi za fizično in duševno zdravje. Si bomo tudi pogledali naprej primere oziroma dotično na katerem področju pač masturbacija lahko pomaga in je lahko koristna. In tudi zakaj je koristna, Tako da ja. Ampak še prej pa imam par zanimivosti iz različnih zgodovinskih časov oziroma pač kakšnih kultur o sami masturbaciji. Tako da ja, itak je čez zgodovino v različnih teh kulturah masturbacija doživljala različne načine interpretacije, Ni bilo povsod to zavrnjeno, ni bilo povsod to stigmatizirano kot nekaj slabega, ni bilo povsod to nek tabu, Zdaj, če pogledamo star Egipt, je bila masturbacija povezana z božanskostjo. Zakaj? Zato so verjeli, da je eden izmed teh njihovih bogov, mislim, da je Atum, ustvaril vesolje, lahko bi rekli, da samo zadovoljevanjem, pač verjetno, če boste šli googlati, da bo jih to pisali, ampak pač, da ga je on ustvaril sama, pri čemer je nekako to seme predstavljalo izvor življenja, Tako da ta mit je v bistvu naprej nekako vplival na njihove rituale, kjer so pač oni, teli faraoni, lahko izvajali simbolične akte masturbacije in tako. Tako da ja, pač tle ni bilo nekaj slabega ali pa ni bila neka negativna konotacija, ampak je bilo tako pač izvor življenja, Tako da ja, se pravi, ti verski obredi so bili pa itak za zagotavljanje plodnosti, obilja in tako naprej, Pa imamo antično Grčijo in Rim. Tle je bila v bistvu masturbacija obravnavana kot nekaj čist običajnega, kot neko običajen del človeške spolnosti. Grki so jo dojemali res kot en naraven način za sprostitev oziroma za sprostitev pač spolne napetosti, Rimljani so pa
zelo verjeli, da je Bog Merkur izumil to prakso, tako da ja, pač so kar sprejemali to, ni bilo tako nekako stigmatizirano. No. Zdaj, kar se tiče pa krščanske tradicije, judovske tradicije, ne pa vsi vemo, da je malo drugače tukaj, ampak če pogledamo neko zanimivost, ki mogoče ni tako znana, je pa ta zgodba o Onanu iz Stare zaveze, ki je razlil svoje seme na tla in je bil ta dogodek interpretiran nekako kot greh. Seveda pač tle je to privedlo do negativnega pogleda na samo masturbacijo in tako pač v teh verskih skupnostih. Ampak ja, pač srečujemo se različne kulture, različne vere, različni časi, različno dojemanje zadeve. Potem gremo lahko naprej malo na srednji vek in renesanso. Tle zdaj v srednjem veku masturbacija naj ne bi bila posebej neki izpostavljena ali kjerkoli v kakšnih medicinskih ali pa verskih spisih. Menda so nekateri teologi celo priporočali. Zakaj? Za sredstvo za preprečevanje histerije pri ženskah, ampak ja, potem pač je prišlo obdobje razsvetljenstva, spet negativen odnos do samozadovoljevanja, tako da ja. Gremo naprej. Viktorijanska doba je meni tako zanimiva, zanj sem poslušala, kaj vse so oni počeli nespolno, ampak tako, ja, se mi ne zdi, da je to neki higienično obdobje bilo, ampak pustimo zdaj to. Tle je masturbacija postala kar tako, no. Veljala je za škodljivo prakso, naj bi povzročala fizične, naj bi povzročala duševne bolezni. V bistvu so se pojavili različni pripomočki pa ukrepi za preprečevanje samozadovoljevanja in to pa česa drugega, ne v karkoli v smislu spolnosti, recimo te past nedolžnosti in tako dalje. Zdaj tako, sodobni pogled pa ne vemo, kako je. V enih kulturah je še zmeraj bolj negativno, v drugih je že bolj sprejet in tako, ampak načeloma mislim, veliko več ljudi se zaveda zdaj koristi masturbacije in je bolj normalno, kar je bilo včasih, tako da ja. Zdaj pa to moj ful ljubi del, jaz imam ful rada mite, ki so se nekako uveljavili skozi leta in so kakšni so res malo zabavni, ampak jaz sem zmeraj rada, tako da imam prebrati mit pa pogledati, pri kakšnih imam tudi napisan izvor mita, ne pri vseh, pa dajmo te mite ovršiti, tako da ja. Tale mi je sploh, če boš masturbiral, ti bodo zrastle dlake na rokah. Se pravi, zakaj se šlo tle so v bistvu hoteli prestrašiti mlade, da pač tega ne bi počeli. Seveda, itak ni nobene povezave med samozadovoljevanjem in tem, da ti bojo dlake zrastle na rokah. A ne, tle je neko lažno prepričanje in pač šlo vse za ustrahovanje. Pak najstniki so bili, posplošujem, pač temu reči najstnike, ker je takrat lih tak čas, da ljudje to največ odkrivajo. Itak jih je ful vznemiralo, a ne. Tako da ja, dlake na rokah. Masturbacija povzroča slepoto, tam je tudi tako. Naj bi nastal v viktorijanski dobi, ko je bilo samozadovoljevanje stigmatizirano kot nemoralno in škodljivo, to smo že prej omenjali, viktorijanska doba ni bila prijazna do masturbacije. Seveda, spet neutemeljeno zastraševanje. Izgubila ali izgubil boš vso spolno energijo. Ja, tle se je v bistvu šlo za to, da nekatere kulture so to trdile, a ne, da samo zadovoljevanje izčrpava energijo. Čeprav mislim, da nekje tudi, da bi sam spolni odnos, se pravi pač kjerkoli, a ne, pride do nekega orgazma ali vrhunca, da izčrpava to spolno energijo.
To seveda ni res. Masturbacija ne povzroča izgube energije, tako kot same, da bi ti zaradi tega bil nekako tako izžet ali pa pod stresom ali pa izčrpan ali tako pač. Dobro, verjetno, če to ful divje počneš, si lahko malo tako zadihan pa utrujen, ampak ja, načeloma ne. Masturbacija sprosti stres in pomaga pri boljšem počutju. To si bomo tudi še pol pogledali vse. Tako da ja, gremo naprej. Preveč masturbacije povzroča neplodnost. Tle je pa ta mit v bistvu povezan s tem, da napačne razlage o spolnem zdravju. Ne gre to tako, da pač boste masturbirali in doživljali orgazme, ne vem kva, in pač potem boste neplodni ali pa boste manj plodni ali pa kakorkoli. Redna ejakulacija pri moških lahko celo izboljša kakovost sperme. Tako da, ja. Masturbacija je grešna in povzroča moralno propadanje. Seveda tle lahko takoj vidimo, da je to povezano z verskimi in moralnimi prepričanji, ki so v bistvu posvetili kar neki desetletji, stoletja demonizaciji, samozadovoljevanja, ampak to je naravno. Normalna, naravna praksa nima nobene povezave z moralno pokvarjenosti. Tudi masturbacijo lahko vidimo tudi v živalskem svetu. Tako da, ja. Tam je ful všeč. Ženske se ne samo zadovoljujejo. Ja, vemo, kako je z spolnostjo pri ženskih, kako dolgo je bilo to zanemarjeno, ignorirano. Ampak to bo tematika za drug podcast. Tle bi si ful želela imeti gostjo, da malo predebatiramo to, kakšnega strokovnjaka na tem področju. Tako da ja, ne. Raziskave so pokazale, da je samo zadovoljevanje med moškimi in ženskami lih tako pogosto, oboji to počnemo. Tako da ja, družbeni tabuji. Masturbacija povzroča izkrivljen pogled na seks. Ja, zdaj to. Zakaj bi to bil nek tak mit? Zato, ker v bistvu je tle nekako povezan s to moralno paniko glede vpliva pornografije in samozadovoljevanja, se pravi medsebojnega vpliva tega. Ampak ja, pač masturbacija je čist naraven in zdrav način raziskovanja lastnega telesa, raziskovanja spolnih želja, raziskovanja, kaj ti paše, kaj ti ne paše, ker sam moraš prvo vedeti, kaj ti odgovarja, in če, ko imaš partnerja, to naprej skomuniciraš in je tudi tvoje spolno življenje veliko boljše, ali pa če oba dva skupaj raziskujete, kakorkoli že, ampak ti moraš sam pri sebi vedeti, kaj tebi odgovarja. Malo sem že šla, kot zelo rada to počnem. Gre se za to, da recimo prekomerna uporaba pornografije lahko vpliva na neka pričakovanja, ampak sama masturbacija pa ne. Ne moramo reči, zato ker boš ti masturbiral, boš pa zaradi tega imel izkrivljen pogled na seks. Pa kako bo izgledal spolni odnos z še neko osebo. Masturbacija je samo za samske ljudi. Tle vemo, da pač masturbacija ni samo za samske ljudi, da je to čisto normalno za vse ljudi, a so v zvezi ali niso v zvezi, pač nič ni narobe s tem, če to počnete. To je vaše telo, če ga vi želite raziskovati, se dotikati, vam to odgovarja, kakorkoli. Nekateri pari tudi rešujejo. Dejstvo je, da če si z nekom v zvezi, imate lahko tudi različen libido. En malo višjega in malo nižjega, in pač če ne pridete skupaj s tem, kolikrat želite, na teden imeti spolni odnos, to je zelo karikirano. Pač, če imaš višjega, pač se samo zadovoljuješ. Saj res to ni nič tazga. Tako da ja. Masturbacija je znak zasvojenosti s seksom. Čez cel čas ponavljam isto, da je masturbacija normalen del spolnega življenja. Zasvojenost s seksom ali pa v bistvu ta kompulzivna spolna vedenja so neka čist druga
stvar zase, drugačna težava, tega se ne da kar enačiti z masturbacijo, da pa nekdo, ki masturbira, ima pa težave s seksom. To sta dve različni stvari, različno kategorizirane ne težave, ampak zadeve in ja, pač tega ne gre enačiti, da če nekdo masturbira, da ima pač s tem težave, glede zasvojenosti. Samo zadovoljevanje je nenaravno. Ne. To je naravno. Naravna praksa pri ljudeh vseh spolov, starosti, kakorkoli, nekateri prej začnejo raziskovati telo, nekateri kasneje, zaradi česarkoli že, ne glede na kulturo, spol, starost. Tako da ja, kakor sem prej omenila, so tudi nekatere živali, ki raziskujejo svoje telo oziroma pač pogruntajo, da jim to paše. Če vas zanima kdo oziroma kje so te živali, za primer vam dam lahko delfine in pa opice. Zdaj, ko smo obdelali vse zgodovinske stvari in upam, da sem dobro zasadila v glavo, da pač masturbacija oziroma samo zadovoljevanje ni nič narobe. Poglejmo si še te koristi masturbacije na fizično in duševno zdravje, kar sem že prej omenila, da bomo to pogledali. Se pravi, ni samo prijetna aktivnost sama po sebi, ampak ima tudi številne koristne učinke na naše telo in na naš Zdaj, to so seveda pokazale razne raziskave, in tudi te koristi so predstavili različni strokovnjaki in dajmo si kar pogledati. Prav prvo je itak zmanjševanje stresa. Zakaj bi masturbacija zmanjševala stres? Zato, ker v možganih se med samo masturbacijo sproščajo hormoni sreče. Kateri so to zdaj? A kdo ve? Oksitocin, dopamin in pa endorfini. Ti hormoni delujejo v bistvu kot neki naravni blažilci stresa, ker zmanjšujejo raven kortizola. Kortizol pa zihar vidite na vseh reklamah zdaj, oziroma vsaj jaz ga, mogoče pač ima visok kortizol. Pa je Google ocenil, da bi morali te reklame vrmetati. Ampak ne, kdaj imamo visok kortizol? Takrat, ker imamo povečan stres v življenju, takrat gre kortizol gor, oziroma kortizol je odgovoren za ta občutek stresa. Zdaj, če niste vedeli, veste vse te stvari. Ne samo to, da pač med masturbacijo, ampak seveda tudi sam orgazem pomaga sprostiti te napete mišice, ustvari občutek umirjenosti, sproščenosti, ampak največ je povezan to pač s temi hormoni, ki se sproščajo med masturbacijo oziroma med orgazmom. Tako da ja, lahko pomaga, Tako da, če imate kdaj stresen dan, pa pridete domov in če imate le možnost, si vzamete tistih par minut zase, pa se malo poigrajte, pa bo boljše. Še ena stvar, ki jo študije kažejo, se pravi, samo zadovoljevanje zmanjšuje občutek tesnobe in pomaga izboljšati ravnotežje, razpoloženje. Zakaj? Ker se po samem orgazmu izboljša delovanje parasimpatičnega živčnega sistema in ta poskrbi, da se telo sprosti. Zdaj naprej izboljšanje spanja. Seveda, te stvari, ki so pri masturbaciji, ja, tudi to lahko prenesete, vse te pozitivne učinke na sam spolni odnos, ampak če govorimo danes o masturbaciji, bomo pač tle to poudarili. Se pravi, orgazem spodbuja sproščanje prolaktina. Zakaj je prolaktin lahko izboljša spanje? Zato, ker to je v bistvu hormon, ki pomaga telesu, našemu preiti v stanje sproščenosti in seveda to potem lahko izboljša kakovost spanja. Zdaj, specifično za moške. Pri moških sprostitev po ejakulaciji aktivira dele možganov, ki so odgovorni za globoko sprostitev in to pač v bistvu olajša ta proces, da zaspiš, za spanja. A je to beseda? Verjetno ni. Tako da ja, tle lahko v bistvu potegnemo ven, da samo zadovoljevanje pomaga na nek naraven način
na raven način odpravljanja težav z nespečnostjo. Ker umiri misli, zniža raven stresnih hormonov, dvigne raven prolaktina in tako. Zdaj, če gremo na eno malo bolj tako miselno pozitivno stvar, se pravi duševno pozitivno stvar masturbacije. Masturbacija lahko zelo dobro krepi samozavest in samospoštovanje. Zakaj? Zato, ker je v bistvu ključna pri raziskovanju lastnega telesa, spolnih preferenc. Se pravi, to je tisto, kar sem jaz prej govorila. Moraš poznati svoje telo, moraš sam raziskati, kaj ti ustreza. Ker najbolj pomemben je, da sam veš, kaj ti paše, ker kako bo nekdo drug vedel, če si v zvezi, če si v nekem če si pri spolnem odnosu, če še sam ne veš, kaj ti paše, pa kje ti paše, kako ne nek drug ve namesto tebe. Tako da že to spoznavanje, kaj te vzburja, kje ti paše dotik, na kakšen način ti paše užitek, kaj ti prinaša užitek, pomaga boljš naprej komunicirati želje. Ampak prvo moraš to samo vse odkriti. Pol je bila pa še ta druga stvar, da posamezniki, ki se samozadovoljujejo, večkrat poročajo o večji samozavesti glede lastnega telesa in pa boljši povezanosti s svojo seksualnostjo. In to je vse povezano. To, kar sem jaz razlagala, to je vse povezano, da pač odkrivaš svoje telo. Tako da kar so lahko iz tega potegnili, je to, da je samozadovoljanje lepo in dobro povezano z bolj zdravim spolnim življenjem in pa večjim zadovoljstvom samim sabo, da si sam sabo bolj zadovoljen, če imaš ta aspekt življenja porihtan. A so za v redu izrazila? Upam, da. Se trudim tako izraziti, da je bolj dostopno, Krepitev imunskega sistema, vrhunsko. Jaz sem prehlajena, tako da že vem, kaj bom počela danes. Ne. Bom. Ali pa bom, Mogoče pa bom, Krepitev imunskega sistema. Se pravi, spet orgazem tle, ampak se lahko sam dosežeš orgazem. Med orgazmom pride do povečanja ravni imunoglobina A. Kaj je to? To je pomemben protein imunskega sistema, ki v bistvu pomaga telesu pri obrambi pred okužbami, pred bakterijami, boleznimi in tako naprej. In tudi recimo redna ejakulacija, moški, pomaga lahko pri zmanjšanju tveganja za razvoj okužb sečil pri moških, vse sem že rekla. In pa izboljša spolno reproduktivno stanje, zdravje in tako dalje. To smo tudi že prej omenjali, da v bistvu redna masturbacija lahko pomaga pri izboljšanju kakovosti sperme pri moških. In pa zakaj zmanjša tveganje za okužb sečil ejakulacija? Zato, ker Zdaj pa spet specifično za moške zdravje prostate. Kako je s to prostato, smo že nekaj govorili v lanskoletnem podcastu. Tako da, če vas zanima specifično prostata, vam priporočam, da si pogledate tisti podcast, da ne vem, kako je bil naslov. Je bil Movember? Mogoče, V glavnem, samozadovoljevanje, ki privede tudi do orgazma in ejakulacije, v bistvu zmanjša tveganje za razvoj raka prostate. Seveda, če že imate težave, bolečine, odtekanja, kakršnokoli, pač ne boste tega rešili z masturbacijo, takrat je nujen pregled pri zdravniku, ampak kot neka preventiva pa definitivno pomaga. S tem orgazmom oziroma ejakulacijo, samozadovoljevanjem, kakorkoli pač pomaga odstranjevati, kako bi se razrazila po domač, pomaga odstranjevati škodljive snovi iz semenčice. Tako, dobro. Je pa bila celo neka študija, European Urology, pokazala je, da moški, ki imajo pogostejše ejakulacije, zmanjšajo tveganje za raka prostate. Tako, še ena študija je bila. Verjetno ne samo ena več njih, ampak tako. Zdaj pa, glede na to, da smo že govorili prej, kateri vsi hormoni se sproščajo pri samozadovoljevanju in orgazmih, lahko tle to tudi prenesemo na boljše, na to, da v bistvu
res vidimo, da lahko izboljša našo duševno zdravje, se pravi zmanjšuje občutek tesnobe, depresije, zaradi tega sproščanja teh hormonov sreče, ki pač zboljšajo razpoloženje. Lahko tudi deluje kot neka oblika self-care oziroma samooskrbe, ker takrat se osredotočiš na svoje telo, osredotočiš se na sprostitev, na dobro počutje. Jaz pri sebi vem, da recimo, da sem kdaj sama doma, pa si rečeš, da se bom pa prvoščila, pa si vzamem kakšno igračko, ki je pač meni ljuba, pa res uporabljam lubrikant, pa se res osredotočam na se in tako je nek ta self-care Sunday varianta, tako da ja, pač ne vem, ali si pač prvoščaš prej eno lepo kopel ali tuš ali kakorkoli, kakšno svečo, prižgemo ženske rade in tako. In potem se posvetiš sama sebi ali pa sam sebi moški, kakorkoli. Ok, to mi je ful zanimivo. Povečanje koncentracije in produktivnosti. Zakaj? Zato, ker se poveča pretok krvi. In poveča se tudi, oziroma spodbuja se tudi pretok krvi v možgane. In to lahko izboljša tudi kognitivne funkcije, kot so spomin, koncentracija, sposobnost reševanja problemov in vse to, kar naši čudoviti možgani znajo početi. Kakor sem že rekla, pač ja, spet način za hitro sprostitev in to itak potem posledično omogoča boljšo osredotočenost na same naloge, s katerimi, ali pa pač taski, so taski. Pač naloge, s katerimi se srečujemo v vsakodnevnem življenju. Masturbacija lahko deluje tudi kot del spolne terapije. Se pravi, razni strokovnjaki za spolnost, kakšni terapevti in podobno, pogosto priporočajo masturbacijo kot del terapije za posameznike ali pa recimo pare, ki imajo težave z intimnostjo, imajo težave s spolnim zadovoljstvom. Tako da ja, ampak to je spet tisto povezanost s svojim telesom, raziskovanje lastne spolnosti in tako. Tudi to, da je to en varen način za raziskovanje spolnih fantazij, spolnih želj in pa brez nekih pritiskov zunanjih dejavnikov. Se pravi, ti si takrat sama s sabo in je lažje mogoče takrat malo raziskovati tudi fantazije, želje in tako, kakor pa ja, se imaš fantazije, tudi tako lahko jih skupaj s partnerjem izvajata in tako, ampak kadar si sam pa to raziskuješ, je itak drugače, res ni nobenega pritiska. Se pravi, kaj iz tega lahko zaključimo, da samo zadovoljevanje oziroma masturbacija, to nisem nek fizičen akt, ki si pač, ja, včasih si tako malo neki na hiter in to, in da smo malo boljše volje, ampak res je oblika sprostitve, raziskovanja in pač tudi v končni fazi skrb zase. Koristi za naš telo, koristi za našo psiho od same masturbacije so so nedvoumne, obstajajo. Ampak ja, glejte, tako kot pri vsemu ostalemu je tudi tle ključno ravnovesje. To ne pomeni, da boš cele dneve not zaprt ali pa zaprta, kakorkoli že, pa cele dneve pol masturbiraš. Tam seveda, da ne. Da ne postane to neko kompulzivno vedenje, da ne moti drugih dejavnikov tvojega življenja in tako. Ampak, lepo inkorporirati not. Zdaj sem si tle izpisala kar nekaj, prej sem govorila tudi o nekih študijah in tako. Jaz sem si izpisala kar nekaj študij tle, kar nekako ponujajo eno pogled v spolno vedenje ljudi po vsem svetu. Ampak zdaj, če gledam tle rezultate, kar dost velik procent moških in žensk poroča o redni masturbaciji. Zdaj, če gledamo, tole so bile sicer neke ameriške raziskave in tako, ampak če pa pogledamo, je imel pa tudi naš NIJZ
neko raziskavo, ampak oni mislim, da so imeli na splošno o spolnosti, to si lahko pogledate pač na njihovi spletni strani, tako je javno dostopna. V glavnem in noter je tudi na splošno o spolnosti in samo niso šla vsega brati, ampak bilo je tudi o sami masturbaciji, populacija je bila starejša od 18 let, poročali je pa v zadnjih 30 dneh, da je tak in tak procent moških pač poročalo o masturbaciji in tak procent poročalo o žensko masturbaciji, ampak mislim, da bi bil najvišji delež med starostno skupino 18 pa 24, tako da bi bil največji procent tam, koliko moških pa ženskih masturbira. Ampak ja, hotela sem samo reči, da te številke res niso pomembne, ker vem, da to nobenega ne zanima, mogoče tako zares ali pa vas, ne vem, nisem dobila še nobenega feedbacka, ampak hotela sem samo reči, da tudi v Sloveniji imamo takšne raziskave, tako da če vas kaj tazga zanima, pač poglejte tam. Mislim pa, da je bilo leta 2023 je bila narejena ta raziskava. V glavnem, kar lahko le pogledamo je to, da pač masturbacija je pogosta praksa med obema spoloma v različnih starostnih skupinah, kot sem že prej rekla, ko smo ovrgali mit, da to pa ženske ne počnejo, seveda, da počnemo to pač. Ampak ja, da itak je različno glede na ozadje, iz katerega prihajamo, Lahko si ogledamo zdaj različne tehnike in pristope k masturbaciji. Kakor sem že prej rekla, masturbacija je res en tak zabaven, sproščen način k raziskovanju svojega telesa. Pa ne samo svojega telesa, ampak tudi svojega užitka, svoje domišljije, svojih fantazij, svojih želja. In jaz vam bom povedala nekaj tehnik, pa nekaj pristopov, ki jih lahko probate. Ampak, seveda, vsak mu svoje, pa poglejmo. Vsak sam zase ve, oziroma lahko razišče in najde, kaj mu najbolj paše. Zdaj, kaj lahko drugače delate, kakor ste že? Lahko spremenite ritem. Se pravi, da se nekako igrate z raziskovanjem novih občutkov. Se pravi, prvo bi bilo, da spremeniš ritem, da eksperimentiraš z različnimi gibi in pa tudi samim pritiskom. Da greš hitro, počasi, nežno, igraš se s pritiskom in itak ti tvoj telo pove, kaj ti najbolj paše. Lahko uporabiš potem tudi obe roki. Če si do zdaj uporabljala eno roko, probi z drugo ali pa probi z obema. Mogoče se enim zdi to čist nekaj vsakodnevnega, pa normalnega, ampak eni pa ne, eni pa rabijo malo pomoči, malo usmerjanja, malo novih idej. Tako da ja. Igra z občutljivostjo, to je pa to, kar sem razlagala že prej. Se pravi, da probaš stimulacijo z nežnimi dotiki ali pa potem spremeniš v krožne gibe, drgnjenje, kakorkoli pač. Tudi, sploh ne vem, kako naj se izrazim, lokacijsko, moram si najti, ful si želim imeti v podcastu, sicer to je bolj za video, pač kaš ta pliško, veste, kaj imate pliške vagine, pa pliške penise, pa lahko pokažeš, ampak če je to podcast, pa poslušaš kaj na poti, I guess, da to res nima ful neki smisla. Ampak mislim, da zdaj že vse več ljudi, kar gleda podcaste, nima veze. V glavnem, probi pač še malo druge dele svojega intimnega predela, ker včasih greš tako za eno stvar na zihar, tako ko greš v restauracijo, pa vedno eno in isto stvar naročiš. Probi še kaj drugega. Probi še malo okol, probi malo drseti, probi malo raziskovati, probi to, kar na svoji točki, kar ponovadi to počneš, probi početi še to vse naokrog. Mogoče pa ugotoviš, da ti paše tudi naokrog. Ali pa da dražaš sam sebe. To je tudi dosti cool, pač, da se vse okoli, ne vem, pomasiraš, predražaš, predrgneš, kakorkoli že, pogreš pa na spot, ki je res hud.
Zdaj pa, kaj lahko vključiš v svojo masturbacijo, da bo tvoj užitek še boljši ali pa da bo bolj zanimiv, drugačen, kakorkoli. Ena čist simpel stvar je to, da vključiš lubrikant. Recimo, jaz lahko iz osebne izkušnje povem, da je lubrikant takrat, kadar se želim malo bolj pocrkljati, ker z lubrikantom je itak boljš, ne da bi bila neka ful huda potreba potem, kar je čisto pač odvisno od človeka do človeka, ne tudi če je ni nič narobe. Tudi to bomo enkrat še govorili, ker je veliko stigmatizacije okrog lubrikanta. Jaz sem bila izredno presenečena, ampak ja, se pravi, lubrikant za boljši užitek. Se pravi, bolj gladko, bolj prijetno, sploh če uporabljate igračke, da lažje drsite z njimi naokrog, tudi do igračk bomo še prišli. Ampak ja, sploh, če si vzameš ta self-care paket, pa delaš dlje časa, to da imaš celo neko seanso, je veliko bolj priporočljivo uporabljati lubrikant. Plus tega, da imaš lubrikante z različnimi efekti, lahko s kakšnim hladilni, grelni efekt, vibracijski, gelčki in tako dalje. En je bil ful popularen, pri nas še zmeraj je. Upravljala sem preteklih, zato ker je že nekaj časa in je ful fajn. Vibracijski gel, to so te stimulacijski geli, ampak to je samo za zunaj, ni za noter, ne smeš jih noter dati. Ok, kakor sem rekla, bomo prišli tudi do spolnih igračkov. Do spolnih igračk. Dosti ljudi reče, aj se jaz to ne rabim. Ja, to je popestritev. Plus tega, da igračke vam lahko ful pomagajo odkriti različne občutke, ki vam pašejo. Ti s prsti lahko drgneš, lahko krožiš, lahko ne vem kaj, ampak ne moreš vibrirati. Pač s prsti ne moreš vibrirati, s prsti ne moreš proizvajati zračne stimulacije, ki ti bo tkivo masirala pač globoko noter, za klitoris. A vemo, kako klitoris izgleda. Nisem ta pikica, nisem ta fižoček iz zunije, tudi noter skriči, ima take nogice in to. Tako da ja, z raznimi vibracijami, zračnimi stimulacijami lahko vse to noter premasiraš in tako. Ampak ja, obstaja toliko različnih enih igračk, da res lahko z njimi eksperimentiraš različne tipe stimulacij, pa ne samo različne tipe stimulacij, ampak različne tipe stimulacij hkrati, se pravi, notranjo in zunanjo stimulacijo, ne vem, noter vibracija, zunaj zračna stimulacija, kakorkoli pač toliko enih možnosti je, pa zakaj ne bi, če lahko? Jaz sem zmer gledala na to, mogoče je pa še malo tak oseben vidik, ampak recimo ženske, kadar imamo ta Sunday self-care ali whatever, kakorkoli se temu reče, zdaj že te fancy izraze, ampak takrat si vzameš caj zase, pa si narediš, ne vem, peeling, pa penco, pa masko, pa podučki, pa gor, pa dol, pa pa tret. Tako jaz razmišljam o raznih vibratorjih, da imam tako različne in potem sprobavam, kjer mi je cool, pa sprobavam, kakšno korist bom od kakšnega imela, tako ka imaš globinsko čiščenje, pa potem imaš vlaženje, pa ne vem kaj, imaš pa tam, ne vem, stimulacija G točke, stimulacija A točke, stimulacija klitorisa, analno, tret, gor, dol. Se nima veze, ampak hotela sem samo tako karikirati, da zakaj bi imel toliko različnih igračk, zakaj bi igračke uporabljal pri masturbaciji, zakaj bi jih sploh imel, Igračke so res ful fajn. Plus tega, da če greš naprej, pa uporabiš še zraven domišljijo, pa fantazijo, pa kakšno posebno igračko, res se da uživati, Res se da uživati, res se da na ta način sprostiti, res se da na ta način kar eno tako mini terapijo narediti za kakšno stresno situacijo, ampak ja, tako. Kakšni se poslužujejo pri masturbaciji, pornografiji, erotičnih knjig, zvočne zgodbe, se pravi, da so erotične zgodbe isto, samo da jih poslušate, te pa mislim, da celo imate pri določenih igračkah, ki pridejo z aplikacijo, imate gor že naložene te erotične zgodbe, zvočne zgodbe in potem glede na zgodbo ta igračka dela, se pravi, kaj je zgodba intenzivna, je tudi igračka bolj intenzivna. Tako, to mi je bilo ful zanimivo, tega še nisem probala. Imam igračke na aplikacijo, ampak zvočnih zgodb še nisem probala, pač to sinhronizacijo. Ampak ja, ful zanimivo. Kaj lahko še spremeniš
da si mal popestriš masturbacijo. Lahko spremeniš lokacijo, ne rabiš tega, seveda, a ne, če imaš to možnost, če si sam doma ali pa kakorkoli. Lahko eksperimentiraš za lokacijo, lahko to, se pravi, da ne počneš tega vedno v svoji sobi v posli, da počneš to, ne vem, v dnevni, stoji, pod tušem, kakorkoli. Tudi igračke imate zdaj že ful takih vodoodpornih, tako da jih lahko uporabljate ne sam pod tušem, ampak noter v banji, pred ogledalom. Dragi moji, pač, ogledalo. Vključitev ogledala ni samo raziskovanje pač svojih, kako izgledaš, pa sprejemanje samega sebe, ampak je lahko zelo, zelo vznemirljivo, kar lahko tudi pol prenesete na spolni odnos pred ogledalom. Početi stvari pred ogledalom je zelo lušten. Najbolj, da ga kar montirate na strop od spalnice, ne se ne, ali pa ja. V glavno, gremo naprej, preden bomo jaz kakšna stvar preveč rekla. Razsvetljavo, ne vem, če sem omenila, ampak recimo jaz osebno, eni imajo zelo radi ful svetlo, da vidijo pač vse, kaj se dogaja, ali ko so sami, ali kaj imajo spolni odnos, jaz pač ne, imam tudi malo bolj občutljive učke, a ne meni je jaz sem bolj old school, sexy, dimmed light, se pravi tiste zatemnjene in tako. Potem pa še kakšne posebne tehnike. Se pravi, da se dražiš, pa zadržuješ, ali tease and deny, se pravi, kaj delate tle. To je tako varianta edginga, se pravi, namesto da hitro zaključiš, da si vzameš čas in da tik pred nehaš. In pol spet in tik pred nehaš. A ne? Nekateri si s to tehniko celo moški, a ne, probajo, če res trenirajo, a ne, tako kot res treniraš, ko greš v fitness, podaljšujejo čas vzdržljivosti, ampak ja, pol je tudi čas žitak oziroma vrhunec toliko višji, ko končno prideš do njega. Pa potem kakšna različen ritem same stimulacije, a ne, to je bilo tudi zanimivo pri igračkah, ko je bilo vprašanje, a je res kjeri všeč ono bzz, 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 ali imamo vse rade samo pa sam najmočnejš, a ne, mislim najmočnejš na koncu, ali pa da je skozi konstantno in pol sam tišiš in je to, ali ima kjera dejansko tudi rada v njih 9 drugih nastavitev od kompletnih 10. In nekatere celo imajo rade te cigu-migu. Jaz sem ugotovila, da je recimo pri Rabbit vibratorjih zelo zanimivo, če si daš, nekateri imajo to opcijo, se pravi, da je na klitorisu konstantna, una zzz, pa da je noter pol na G točki una, ki je v valovih, zzz, 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 a ne. Sem ful eksplicitno to povedala, ampak ne vem, kako naj vam drugače povem, pač tako. Pa sprememba položajev. Eni bolj ustreza na hrbtu, eni da so na trebuhu, eni da so na boku, kakorkoli, pri spolnem odnosu je tudi masturbacija lahko ti lahko ustreza v drugačnem položaju. A ne? Tako. Zdaj pa, čeprav smo zdaj govorili o masturbaciji, raziskovanje sebe, bla, bla, sprejemanje, to ni bilo lepo, da sem rekla bla, bla. Nisem mislila tako, pa hodila sem reči, da smo cel čas tega govora govorili o tem, da sprejemanje samega sebe v smislu pa odkrivanje samega sebe in tako, ampak tudi masturbacija, samozadovoljevanje, tle lahko tudi vključite partnerja, v smislu, da jim kot neke predigre ali pa del celega tega spolnega dogodka, da jim pač malo predstavo naredite za vzburjanje ali pa da jih dražite na ta način ali pa da jim pokažete, kaj vam odgovarja. A ne? Če že sam takrat ugotoviš, kaj odgovarja. Masturbacija z igračkami. Zdaj, zakaj bi vključili igračke v masturbacijo, smo že veliko, oziroma sem že vmes veliko povedala, ampak še nekako povzamem. Gre se za raziskovanje novega, za povečanje intenzivnosti, za raznolikost pač od tega, da lahko stimuliraš samo klitoris, da lahko stimuliraš samo notranjost nožnice. Zdaj pač več govorim o ženskem, ker pač sem ženska, ampak če rečemo za moške, mogoče boste ugotovili, da vam tudi paše stimulacija prostate pri samozadovoljevanjem, kakorkoli, da vam paše, ne vem, imeti obroček okoli jajčk za občutek, ne vem, te napetosti ali kakorkoli, da vam odgovarja kakšen masturbator, a ne, masturbatorjev toliko različnih, a ne, to bomo tudi pol pogledali
malo izkušenj z masturbatorji, sem imela tudi zadnjič vprašalnik in so bili kar pozitivni feedbacki, tudi na splošno so pri strankah kar pozitivni. Ampak v glavnem, zakaj bi vključili igračke v masturbacijo? Najbolj zaradi raznolikosti pa odkrivanja tega, ne pač, kjer vsi užitki oziroma kjer vse stimulacije vam paše, s tem, da lahko kombiniraš tudi te stimulacije različnih delov telesa. Ne? Tudi recimo igračke, ne vem, za prsi, mogoče vam pa med samim samozadovoljevanjem ful paše imeti nekaj na bradavičkah, kakšne ščipalke, kakšne pumpice in tako. Tudi drugi deli telesa so lahko, tudi drugi deli telesa so lahko zelo prijetne erogene cone. Zdaj tako, kako začeti z igračko, če bi tako neki par kratkih nasvetov za začetnike dala. Izbrati pravo igračko. Tle bi jaz priporočala nekaj osnovnega, nekaj majhnega, recimo kakšen masažer, masturbatorček za moške, jaz bi kakšen bolj ta kot vagina, da vsaj vidite, ne bi tako šla na kaj električnega ali pa tako, ampak kaj tazga, kar je, da lahko v bistvu sami nadzorujete pritisk, te umetne vagine, ki so pač silikonske ali real skin ali kakorkoli že. Pa za žensko, mogoče prvo kaj za klitoris, da malo vidite te vibracije, pa tako, Ampak dobro, sej kako zbrati pravo igračko, smo mi tako vedno dosegljivi, tako da lahko kadarkoli nas kontaktirate pa vprašate. Lubrikant, dosti ljudi pozabi na lubrikant, pa tudi z igračko, dajo gor na mest, pa jim tam vibrira, pa so tako, ne, morate tudi malo lubrikanta, malo povzeti naokrog, malo se igrati z različnimi nastavitvami, ali spoznati igračko, tako kot vse ostale električne naprave, moš malo pogruntati, kako dela, plus tega, da je tle tvoje telo, posvetite mu malo več časa. Pa tudi tako, raziskujte samozadovoljevanje z igračkami, nekaj, kar vam bo že tako pač itak udobno pri samozadovoljevanju, ampak res morate biti sproščeni, sploh če je to nekaj novega za vas. Tako. Tlele imam recimo par primerov za priporočenih igračk za začetnike, kakšni vibratorčki za klitoris, kaj majhnega, diskretno, prenosno, se pravi, res nekaj, kar imaš lahko pri roki. Pa kakšni bullet vibratorji, to so taki manjši vibratorji, ki so primerni v bistvu za vibracijsko stimulacijo isto klitorisa. Kar se tiče za moške, sem že prej rekla, kakšni masturbatorji, ki so ti mehki, prilagodljivi, pa ne elektronski. Ali pa recimo vibracijski, te naprstni vibratorji, ki so dosti mehni, pa v bistvu jih samo tako gor daš, pa se malo tako. Pa itak vidiš, počas ponavadi, vsaj izkušnja je taka, da nekdo, ki je kupil igračko, ima dobro izkušnjo in ga je zanimalo več, si kup še kaj drugega, ponavadi ljudje tako na ta način tudi ful dobro začnejo spoznavati svoje lastno telo in se odločajo tudi za druge načine stimulacije. Recimo, nekdo kupi nekaj za klitoris, pa ga pol zanima, kakšen je pa stimulator za G točko, pa kakšen je stimulator za A točko, mogoče koga zanima tudi analno, so tudi vibratorji, recimo, ki so rabbit vibratorji, to pomeni, da grejo nožnico pa na klitoris, pa mu pa lahko še kakšen odzadji, da v bistvu masira presredek, tudi dosti moškim paše, recimo, da jim ni, da bi kaj prostato, da bi kaj za prostato, ampak da jim pač masira presredek, se pravi pod modi. Tako da pač igračke res ogromno, tle ne bom preveč besed zgubljala. Ostale stvari, ki jih lahko eksperimentirate, so recimo tudi toplotne igre, to sem rekla že prej z lubrikantom, pa so pa tudi recimo igračke, ki se segrevajo, vibratorji, ki se segrevajo, imate tudi potem kakšne steklene igračke, ki jih lahko sami segrejete v topli vodi, v hladni vodi, jih ohladite in tako imate tudi malo temperaturne igre. In seveda lahko to pač to počneš vse s partnerjem, ampak tudi za masturbacijo je čist fajn, lahko uporabite več igračk hkrati, nekatere niso tako zasnovane, da vam več točk hkrati stimulirajo, ampak ne vem, realističen dildo pa stimulator klitorisa.
Tle bi rada še poudarila, da pač igračke morate vzdrževati, jih morate čistiti, jih morate pravilno shranjevati in predvsem zaradi vaše varnosti, higiene in tako, pa tudi, da igrački podaljšate njeno dobo življenjsko, ne. Poleg tega ste lahko zelo pozorni pri izbiri materialov, igračke je že ful iz različnih materialov, tako da ja, tle se lahko tudi zelo igrate pa odločate, a ne. Jaz bi zdaj šla kar na to našo anketico takrat, ko smo imeli, da vidim, kaj so bila vaša priporočila. No, pa bomo kar direktno iz tukaj. Se pravi, veliko vas je omenilo, da vam je pomembno, da imate mir, da imate tišino, predvsem pa, da ni to neka stvar, ki jo morate opraviti na hitro. Se pravi, če enega tle kar povzamem, mir, tišina ter dovolj časa na voljo. Tale mi je bila dobra, da ti ne crkaj, vam je pomembno pri masturbaciji, da ti ne crkne baterije. Ja, to pa le, zato je pa fajn imeti več vibratorjev, da če en se ti izneveri slučajno, če ga zanj si pozabil da opomniti, da imaš še kakšnega razlogi, tako da ja. Dost vas je napisali tudi, da radi pogledate kakšen erotičen film zraven, tle pač res, a ne, po občutku, kakor komu. Potem so pa drugi, ki ne rabijo vizualno, ampak veliko jih je napisali tudi dihanje in pa domišljija. Se pravi, da jim zelo dela domišljija pri samozadovoljevanju in pa da se osredotočajo na svoje dihanje. Pogost odgovor je bil tudi uživanje v lastnem telesu, raziskovanje vseh kotičkov, pa lahko pripomočkov v svetu užitka. Ti so bili kar pogosti. Nauči se poslušati svoje telo, uporabi lubrikant. Vzami si čas. Dobra glasba, nekateri tudi glasbo, ja. Fino. Nekateri pa ste imeli tudi prakso in eksperimentiranje, pa potem tle je spet glasba, da poklepetaš s kakšno poredno žensko in pa si kakšno slikco izmenjaš. No, tudi to je, ne, pa to res pazite, s kom počnete, bodite varni. Tako da ja, to je to. Jaz mislim, da smo kar vse povzeli. Zanimivo mi je bilo še tudi, ko sem vprašala, koliko pogosto masturbirate, vas je bilo tako. Se pravi, možni odgovori so bili skoraj vsak dan, vsaj enkrat na teden, samo parkrat na leto in pa nikoli. Nikoli je dejansko imel 3%. Tako da, ne vem zakaj, ampak nekdo pač ne masturbira in če ti tako paše, je tudi to okej. Skoraj vsak dan 39%, vsaj enkrat na teden 46%, samo parkrat na leto 12%. Potem pa sem vprašala, koliko pogosto uporabljate roko ali igračko in tako, in večina vas je odgovorila, da je oboje odvisno da uporabljate oboje in da je odvisno od razpoloženja. Jaz se to čisto strinjam. Se pravi, kar se tiče uporabe igračk, je takrat, kadar mogoče imaš mogoče malo več časa, ali pa odvisen, katero igračko uporabljaš, zdaj kakšen stimulator klitorisa ti kar zagotovi orgazem v dosti hitrem času, ampak ja, je pač čisto odvisno, ne, kakor od koga. Dajmo si pogledati še en odsek in sicer razlike med posamezniki. Kaj komu ustreza in zakaj je pomembno raziskovanje, ne? Zakaj? Zdaj, čisto en hiter odgovor bi bil to, zato ker vsak posameznik ima edinstveno telo, sprav različne so potrebe, različne so želje, tle pri sami masturbaciji ni nekega univerzalnega pravila, kar ustreza eni osebi pač ni nujno, da bo tudi drugi in obratno, ampak tako je, tudi to ni specifično za masturbacijo, ne. Zato je pač toliko bolj pomembno to, da raziskujete, pa da razumete svoje telo, ne, da veste, kaj vam prinaša užitek. Zdaj ena taka čist
osnovna stvar so pač biološke razlike, a ne pač že to, da imamo moški pa ženske različne spolne organe, a ne tudi tehnike in vrste stimulacije in tudi oblika samih igračk je drugačna, a ne. Itak. Moški ritmična stimulacija penisa, ženske pa pogosto pač raziskujemo stimulacijo klitorisa, G-točke, kombinacijo obojega, pač se to je, a ne, takšne stvari. Tako da ja, pač tle je čisto odvisno od človeka do človeka. Je pa res tudi sama občutljivost, a ne. Eni ljudje imajo veliko bolj občutljive spolne organe v smislu, da jim je lahko tudi kakšen dotik, pritisk preveč, nekdo bo porabil večji pritisk, več dotikov, daljši čas, drugo mesto in tako, a ne. Zdaj, če pa pogledamo še ostale dejavnike, kot so psihološki in emocionalni dejavniki, res je, da so naše želje, naši odzivi so močno povezani v bistvu z našim duševnim stanjem. Se pravi, kot sem prej govorila, stres, tesnoba, utrujenost lahko zelo močno vplivajo na ta občutek užitka, ne. Nekaterim lahko potem samo zadovoljevanje prinese res neko sproščenost, silno tako, toliko sem pod stresom, pač koliko bi zdajle pasal to pa to početi, da se malo sprostim. Čim nekdo, ki je ful pod stresom, mu bo pa to odveč, pa ne bo niti pomislil na to, a ne. Tako da je odvisno, a ne. Tudi samo raziskovanje svoje spolnosti, kaj bi lahko še na to vplivali naše pretekle izkušnje. Kakšne imamo mi pretekle izkušnje z odkrivanjem spolnosti, a ne. Nekateri ljudje so bolj odprti za eksperimentiranje, nekateri ljudje pa rabijo mogoče malo več časa, da se sprostijo, da se počutijo udobno, in s tem ni nič narobe. Ljudje smo si različni, ampak ja, kot sem rekla, a ne. Pol imamo pa še fantazije, tako kot sem prej omenila, tudi to ima neko pomembno vlogo, a ne. Nekateri se raje občutijo, tako kot sem brala vaše izkušnje, nekateri se raje osredotočite na, ne vem, na gledanje, nekateri pač bolj na dotike, nekateri pač na vašo fantazijo in tako, a ne. Pač to so vse te razlike, ki jih pač ljudje imamo. Pol so tle še kulturni in pa družbeni vplivi. Se pravi, družbene norme, tabuji okoli masturbacije, v kulturah, mogoče celo v družinah, kjer je pač spolnost res neka tabu tema, ljudje rabijo več časa, da se sprostijo, oziroma se pač počutijo manj sproščeno pri raziskovanju svojih želja, a ne. Ampak vseeno je pomembno, da to počnete zaradi vas samih. Zakaj? Zato, ker raziskovanje je ključ do razumevanja. To je tudi pri drugih stvarih. Je potrebna raziskava, je potrebno raziskovanje novih stvari, če hočemo razumeti določene stvari, ki se nam dogajajo, ne. Tako da ja, zdaj se nekako omejiti na neko stvar je tako. In spet ta družbeni pritisk, a ne, kaj smatramo normalno, kaj smatramo sprejemljivo in tako. To vse vpliva na raziskovanje svojega telesa in svoje spolnosti. Zdaj, pol je pa še ta stvar, ne, fiziološke razlike, življenjski slog, se pravi sama starost, če tle pogledamo. Spolne potrebe se glede na starost človeka razlikujejo, starostjo se spreminjajo. Nekaj, kar nam je ustrezalo v mladosti ali pa v najstniških letih, govorimo o masturbaciji, ni nujno, da ti bo ustrezalo tudi potem v tvoji odrasli dobi ali pa v tvoji dobi, ko boš že star. Zelo pač, ko boš starejši, a ne. Ampak glih to, a ne. Cel čas lahko raziskuješ nekaj novega, cel čas lahko raziskuješ, kaj ti paše, kaj ti ne paše in tako, kaj se ti, a ne. Pol hormonske spremembe, sploh za nas punce, ne smem točno po mikrofonu, sploh za nas punce je to pomembno, a ne, včasih imaš res ta hormonska nihanja, pri, ne vem, nosečnosti, pri menstruaciji, menopavzi, pri moških recimo sprememba testosterona, a ne, to vse vpliva na užitek, vse vpliva na to, a ne, zato je pomembno, da pač nekako ohranjaš
to raziskovanje lastnega telesa. Ne. Potem so pa še splošno zdravje, telesne omejitve, zdravstvene težave ali pa kakršnekoli omejitve lahko spremenijo tvoje dojemanje oziroma posameznikovo dojemanje užitka. A ne? Nimamo vsi ljudje, kako sem rekla, enakih teles. To se lahko ful odraža pri tem, v kakšnem zdravstvenem stanju je naše telo, a ne? In zato tudi tle je ful variacij v raziskovanju spolnosti, a ne? Ne pomeni, recimo, da s ljudi s kakšno telesno omejitvijo si velikokrat pomagajo s kakšnimi pripomočki, pa tudi, če nimajo telesne omejitve, a ne, se to ni neko pravilo, ampak tako je lažje, a ne, pač si lahko pomagaš s tem. Tako da ja, jaz mislim, da bi bilo to vse o masturbaciji. Če vas karkoli še zanima, če sem karkoli spustila, če imate kakšno zanimivo izkušnjo, dajte mi pokomentirati. Tako da ja, jaz upam, da sem vam s tem kaj pomagala, da sem vas s tem spodbudila k raziskovanju česa novega, da vam je bil zanimiv ta podcast. Tako da ja, se vidimo, se slišimo naslednjič. Čau, čau!